Člani komisije na regionalni gospodarski zbornici v Celju smo bili zadovoljni z prijavljenimi idejami, in sicer 26 inovacij je bilo prijavljenih, za njimi je stalo 55 inovatorjev. Moram reči, da so bile ideje pestre, to pomeni vsebinsko raznolike, kljub vsemu so prednjačile še vedno tehnično-tehnološke inovacije. Zadovoljni smo bili, zato ker ne gledamo samo na število inovacij, ampak na vsebine, in pomembno nam je, da vidimo, da imajo te inovacije tudi nekako prihodnost, da se bodo na trgu odrazile tako, kot se seveda pričakuje s gospodarskim učinkom. Kakšni so bili pa kriteriji? Kriterije smo nekako v 3 letih zdaj dooblikovali skupaj z Gospodarsko zbornico Ljubljana, in sicer delo posameznih regionalnih komisij, moram reči, da je zelo ustvarjalno v zadnjih letih, da se poskušamo vsako leto iz kakšne napake, iz kakšne pomanjkljivosti, ki jo želimo seveda potem popraviti, tudi dogradimo kriterije. Vemo, da pravih receptov za ocenjevanje ni, kajti tukaj je skritega toliko znanja, toliko različnih pogledov na določene zadeve, da bo to, tako kot rečemo, nedokončana zgodba in bo delo za v prihodnje stalno na izboljševanju kriterijev. Vsekakor so pa glavni inovativnost, inventivnost, stopnja zaščite, ki pa ni več primaren kriterij. Seveda gospodarski učinek, ki ima precejšen vpliv na samo oceno, in pa vsekakor to, kar se mi zdi zadnja leta najbolj pomembno, to je trajnostni vidik in pa vidik na družbeno okolje. Seveda smo družba, ki želimo, da nam tudi ekološko zadeve, ko so tehnološko že primerne, da jih postavimo, da že producirajo, tudi ekološko ustrezno delujejo v prostor, in moram reči, da je vedno več inovacij tudi z velikim poudarkom na ekologijo, kar je meni tudi osebno in mojim kolegom veliko zadovoljstvo. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da posamezna inovacija mora imeti tudi dober vpliv na družbo, na tiste, ki delajo z strojem, ki so v nekem storitvenem postopku, tako da je skupek različnih dejavnikov dan potem pač pod črto v neke številke, skupek točkovanja, ampak na koncu sicer merijo odličja, ampak čestitala bi vsem, ki smo jih imeli priložnost ocenjevati, hkrati bi pa dala poziv še tistim, ki se odločajo, ki kolebajo, ki čakajo z prijavami, pa rečejo, bomo drugo leto. Škoda, letošnje leto je že priložnost. Vsekakor jih pa v tej priliki vabim, da se v januarju odločijo, napišejo, pomagajmo jim potem. Pristopamo, komisije smo spremenile tudi način dela, kajti z letošnjim letom smo uvedli način, da ko dobimo vse prijave inovacij, potem tudi povabimo predstavnike, da jih predstavijo, kajti vemo, da komisija je omejena, jasno, da smo omejeni tudi z znanji, in tako so določena vprašanja, odgovori na vprašanja, ki nas begajo, potem tista prava, zagotovo boljša možnost za pravilno odločitev in ocenjevanje.